Tu je na prvi dan uradne uveljavitve odloka o ustanovitvi krajinskega parka Debeli rtič še vse tako novo, da niti posebnih označb ne boste našli. Gre za 45. naravovarstveni park v Sloveniji. Odlok o krajinskem parku Debeli rtič je bil sprejet, objavljen je bil 13. julija in zdaj v teh dneh bo začel veljati konec meseca, ker ima 15-dnevni vacatio legis. Točno zdaj, ko imamo nedeljski izlet. Točno takrat se uveljavi. Je pa predvideno neko krajše prehodno obdobje do konca leta, ko je park že ustanovljen, medtem ko se varstveni režimi še ne uporabljajo. S 1.1.2019 se začne v celoti uporabljati. V tem obdobju se bo že pričelo, kot so povedali na občine, že s seznanjanjem ljudi o novih režimih, označitev parka tako na morju kot na kopnem, prenova določenih označb, ki že obstajajo, ker je res, tako na morju kot na kopnem je zdaj po novem so 3 varstvena območja. Takole je hitel pripovedovati o novi naravni pridobitvi na skrajno severnem kotičku naše obale na meji z Italijo pravni svetovalec Marko Starman. Park obsega 340 hektarov, od tega je 160 vodno-površinskih. 3 varstvena območja pomenijo, da je stopnja varovanja okolja različna, saj so tudi habitati v parku zelo pestri. Varovanje predvsem zaradi tega značilnega klifa, flišnega klifa in plitke plitvine, ko se spušča v morje, predvsem na samem rtu. Ta greben je izjemen in praktično sega skoraj 500 metrov od obale in ustvarja neko plitvino, ki obogati habitate na tem območju. Torej, tukaj vidimo lahko izjemne in travnike, tako kot recimo v Strunjanskem parku, biotska raznovrstnost v morju izjemna. In to lahko doživimo tudi po zimi. Po drugi strani je pa tudi tak Jernejev zaliv, tukaj na sami italijanski meji, kjer je ena plitvina muljevita in s slanoljubnimi rastlinami, ki je tudi izjemna in se pojavi, jo imamo samo v tem Jernejevem zalivu in v Jernejevem kanalu v Sečovskih solinah. Skratka, se lahko marsikaj tega severno-jadranskega doživi, predvsem značilno našega severno-jadranskega. Za tiste, ki ta del obale poznate, je še najlažji opis naslednji. Park se začne za Valdoltro in sega do Lazareta na meji. Del ga je pozidanega že desetletja, obsega celo zaselek Miloki s kmetijami, a pozidavanje obale naj bi bilo s tem zaključeno. Podžupanja občine Ankaran Barbara Švagelj. Ustanovili smo ga zato, ker smo prepričani oziroma smo se v Ankaranu ne samo v zadnjem obdobju, odkar je občina začela delovati, ampak že desetletje nazaj, prepoznali to območje kot naravno vrednoto, ne samo lokalnega, ampak tudi državnega pomena, ki jo je potrebno zaščititi. Zaščitena je bila leta 1991 najprej kot naravni spomenik, vendar takšna oblika zaščite ni nudila dovolj učinkovitih ukrepov, da dejansko tudi ta zaščita deluje. Zato smo se odločili, skupaj seveda z Zavodom za varstvo narave, da to zaščito razširimo, da razširimo območje, ki bo zaščiteno in da ustanovimo krajinski park. V vsem tem obdobju pa se je kakšna stvar celo močno poslabšala. Govorimo o poletni avtomobilski gneči, ki pa so jo Ankarančani, kot kaže, rešili na izviren način, z brezplačnim parkiranjem in brezplačnim krožnim ladijskim prevozom. Mi smo v poletnem času smo uvedli ladjico, ki prevaža kopalce od Svete Katarine, to se pravi od začetka, ko pridemo v Ankaran, od te prve plaže, do tiste zadnje, se pravi Debelega rtiča. Vmes se ustavi v Valdoltri, v Adriji, na Gradisu, tako rečemo, eni od teh plaž vmes in potem na koncu na Debelem rtiču in se potem vrne nazaj.
Ladjica letos vozi samo ob sobotah in nedeljah od jutra do večera. Ves teden pa je na voljo tudi brezplačen krožni avtobusni prevoz, prav tako namenjen predvsem kopalcem. Res priročna in simpatična rešitev za obiskovalce, na katere je treba poleg ribičev in kmetovalcev v takem okolju tudi pomisliti. Upati je le, da bo ponujeno čim dlje ostalo brezplačno, kar bi lahko bila ena od razvpitih prednosti Ankarana. Poleg naštetega vam ta hip na parkirišču tik pred Ankaranom simpatična študentka brezplačno celo varuje parkiran avto. Pa še kaj pove zraven. Dobar dan, a tole ki je za plačati, tukaj je za parkirati? Ne, je brezplačno, gospod. Je. Pa tole ste mi dali kaj? Tole je vozni red za ladjico, ki je brezplačna, vozi ob sobotah in nedeljah. Ja, od tega pomola. Super. In to je pa poletni avtobus, ki vozi po vseh lokacijah Ankarana. Pa tudi brezplačno? Tudi je brezplačno. Super ste vi tukaj. Vemo. Sploh ne rabite denarja. Kako pa, da ti tukaj dežuraš? Mi reditelji smo postavljeni po tako vseh lokacijah Ankarana, da skrbimo za red in mir v Ankaranu. Smo kot informatorji neki, skrbimo za to parkirišče, skrbimo za ljudi, ki so tle tako. Pa to prek študenta? Ja, preko študenta. Super. Sama ideja poleg praktičnosti, koristnosti in romantičnosti prinaša morebitno prihodnost tega območja, je zadovoljen Marko Starman. V bistvu je to edini primer na obali, da se tak sezonski prevoz izvaja tudi, in to stalno, tudi s plovilom na morju. Upajmo, da bo ta zgled in ta eksperiment na nek način zgled morda tudi drugim lokacijam po Sloveniji. In smo imeli že določene projekte, kjer bi take oblike prevoza v sezonah, v turistični sezoni razširili, tudi čezmejno. In da bi lahko tudi iz Trsta, iz Milj prihajali ljudje sem in obratno, da bi naši obiskovalci šli si ogledati tudi druga območja. Ker ko bo zavarovano območje kvalitetno upravljanje in bo možno investirati v to upravljanje, bo to za sabo prineslo tudi zavarovanje morda čezmejno, ker to je ena od ambicij občin tudi bila, da bi se poleg Debelega rtiča saj projektno zavarovalo tudi Tanki rtič. Tanki rtič je Punta Sottile, kot rečejo Italijani na drugem koncu, je del, kjer se ta rtič prelije v obalo na italijanski strani. Vse se da, če se le hoče, lahko ugotovimo za konec. In za podkrepitev povedanega, to velja celo za kmetije v zaščitenem območju, česar nismo povsod navajeni. V zaselku Miloki smo srečali enega redkih stalnih prebivalcev, sicer neogrožene vrste Homo sapiens. Kmetovalec Robert Zelenjak je v parku našel celo konkurenčno prednost. Ja, malo smo se vprašali prvo, kako bo stanje, kaj se bo dalo delati, kaj ne bo. Tako da smo malo videli in dejansko smo videli, da bo samo korist od tega lahko. Kakšna korist pa je lahko? Nekateri se namreč to tako bojijo, da ne bodo smeli niti migniti znotraj parka. Vi ste sicer res da v tretjem varovalnem območju, tistem, bom rekel, kjer se še da kaj početi. Jaz sem tle trenutno v tretjem, tako da ni preko nobene razlike, zato sem tudi pristal k temu, da nisem proti, ampak kot vidim, je bo samo res, da bo korist od tega. Povejte mi to korist, jaz te ne morem uzreti. Ja, recimo jaz vidim v tujini, ljudje recimo čim slišijo park in podobne reči, tako vejo, da je tam narava bolj očuvana in potem vejo, da je tudi zelenjava bi naj bila boljša. Peteršilj iz naravnega parka. Ja, zelo lepo slišati. Odlično. Hvala. Prosim. Nemara pa peteršilj in paradižnik, pa tudi grozdje, res bolj dišijo, če vemo, da so zrasli sredi naravnega krajinskega parka, še posebej po daljši, utrujajoči kopeli.